hvala lepa, spoštovani udeleženci tega sveta, pravzaprav lahko rekli tudi slavnosti o teh dveh pomembnih obletnicah. Glede na to, da je čas, ki je pred nami, zagotovo tak, da prinesel spremembe v organizacijo naše kolektivne varnosti, mogoče nekaj več besed o tem, kaj mislim, da nas čaka, kot o tem, kaj se je že zgodilo v zadnjih 15 letih, ali pa v času, kar je Slovenija resno nakazala svojo ambicijo, da postane članica zavezništva. Tukaj zaista napisane dve številki, se pravi 70 let in 15 let, odkar je Slovenija članica. Bila pa tudi pred nekaj dnevi 25 let, odkar je Slovenija podpisala partnerstvo za mir. To je bil prvi korak v slovenskemu članstvu v NATO, kar se je zgodilo leta 1994. Leto prej so imeli prvi uradni obisk v Pentagonu, kjer je Slovenija nakazala svoje želje. V roku enega leta postorilo vse, kar je bilo potrebno za to, da smo vstopili v partnerstvo za mir oziroma čakalnico za NATO. In so se v slovenski vladi zgodile določene spremembe, začela se je razširjati teza, da je Berlinski zid padel na obe strani in številne poteze, ki bi morali biti narejene za to, da bi zmenili, da v prvem valu širitve NATO so bile dane malo na stran. Signali, ki so se danes so bili mešani. Potem se je tisto prvo razočaranje, ko so bile NATO v prvem valu širitve sprejete samo članice više vajske skupine. Spomnim se velikega razočaranja takratnega predsednika vlade, ki je skušal rešiti situacijo še boljšo oziroma na vezi z Romunijo, ki jo je podpirala Francija, pa ni bilo nič od tega. Smo čakali na drugo priložnost, ko zdaj doselitev pred 15 leti. Takrat ni šlo vse gladko v slovenski politiki in ravno zaradi tega je bil ustanovljen odbor za NATO, ki je bil nadkoalicijski, če lahko uporabimo danes zelo moderno in aktualno besedo. Je že na samem začetku doževal tiste, ki so pri vladi, tiste, ki so v opoziciji, v neki demonstraciji skupnega cilja, kar je bilo zelo pomembno. Zelo verjetno je, da Slovenija tudi brez ustanovitve odbora za NATO, takrat je na velikem valu postala članica, ker je bil več širši, globalni pristop. Vprašanje pa je, kakšen bil rezultat referenduma v Sloveniji, če ne bi takrat odločili odločitev razliko od soglasnih odločitev za Evropsko unijo, odločitev za NATO, ni bila tako soglasna, bila je dvotretjinska, še vedno praktično, so se takrat kazale neke razlike, ki so mogoče danes še bolj očitne v slovenski politiki. Zdaj, koliko smo bili v tem času 15-letnega članstva resen in verodostojen partner, kot sami presote na mnogih področjih Slovenija bila. Marsikdaj pa tudi ne in če danes potekamo črto, je Slovenija nekje med tisto skupino držav, ki veliko govori o zavezništvu, prispeva pa relativno malo. V tem smislu, da smo po moji oceni padli pod nek nivo, ki smo ga imeli. Takrat, ko je recimo pristojni odbor ameriškega senata razpravljal o širitvi, o podpori kandidatkam na mesto vrhovne Slovenije. Takrat je predsednik ameriškega odbora za NATO, Bruce Jackson, na senatnem odboru dejal, eno od teh članic, eno od teh kandidatk, ki danes razpravljamo, določih članic NATO, je nekoliko drugačno od drugih, in to je Slovenija. Slovenija je se obranila sama
proti daleč močnejšemu nasprotniku, takrat, ko je bila napadena. Dokazala je, da je sposobna poskrbeti za lastno varnost. Dokazala je, da je lahko verodostojen partner, ki ne samo, da je sposoben poskrbeti za lastno varnost, je verodostojen tudi v tem smislu, da je sposoben izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za to, da imamo kolektivno varnost. Zanimivo je, da te besede ameriškega predsednika društva za NATO. Po Sloveniji tudi niso odmevali, če bo je bil to zelo redek primer, da je tudi to Washington v Sloveniji na ta način izpostavljen. Ko danes pogledamo stanje v slovenski vojski, se lahko predstavljamo, ki ste tukaj. Mislim, da če bi bila podobna razprava o ameriškem senatu, bi težko rekli nekaj podobnega, zaradi tega, ker je nekaj let zaporedano poročilo, da nominalnemu vrhovnemu poveljniku slovenskih obrambenih sil, predsedniku države vsebuje zaključek, da slovenska vojska ni sposobna braniti države v primeru resne prošnjosti. Če bi sami to ugotavljamo, potem najbolj znanje ocenjeno ne možno tako. Že to izhodišče jasno pove, da smo pač v nekem stanju, ko zelo težko govorimo, da imamo, da proizvajamo dodano vrednost, da smo sposobni brati ne samo sebe, ampak tudi prispevati v kolektivni varnosti. Če nisi sposobni sebe obraniti, težko prispevaš tudi kolektivni varnosti. Seveda tukaj v takšnem položaju nismo sami. V evropskih članic NATO, ki velika večina ne izpolnjuje dogovorjenih kriterijev, kar se tiče financiranja vlastnih in skupnih obramnih kapacitet. In z tega vidika je zelo cinično ali pa zelo zanimivo poslušati cinične izjave nekaj evropskih politikov, ki obtožujejo Združene države, hkrati pa pričakujejo od njih, da bodo še naprej, Združene države še naprej polnile to vrzel, ki nastaja zato, ker mi dajemo premalo, oni pa morajo potem preveč. Seveda ne drži, da je ta sprememba v ameriški geostrateški politiki prišla zaradi tega ali onega predsednika, ki je izvoljen na čelu Združenih držav. To na daljše korenine, ali pa na daljšo zgodovino. In v tej zgodovini se tičijo tudi problemi, ki so trenutno pred nami. Del tega prostora bil NATO, ne bil NATO, bil Evropski uniji, pač del nekega prostora, ki same legende zgodovinskega trenutka srečuje ali pa se srečuje z grožnjami, kakršne so ne glede na različna politična zavezništva. Ta zavezništva so zaradi tega in so nam koristna ravno zato, da smo jim lahko kosali, da jim bomo v prihodnosti lahko kosali, sami zagotovo ne bi. 2 uri za začetkom te naše preditve je v sosednji dvorani te iste stavbe vse nekega delovnega telesa, državnega zbora, državnega sveta, kjer razpravljamo na zahtevo neke stranke, ki enkrat prav, da je opozicija, tudi zdaj policija, v bistvu je pa nadpolicija, o tem, da ta stranka problematizira vsako potezo, ki gre v smer krepitve slovenske vojske in obrambnih sposobnosti te države. Kar je preziček na tehnici pri samku aktualne oblasti. Zdaj, tukaj govorimo o eni stvari, tam, ker se dejansko odloča, razpravljamo o tem, ali je nekaj teh 4 kolesnikov smotrna, oziroma ta stranka, ki jeziček na tehnici trdi, da ni. In
To se dogaja za vsako potezo. Torej, smo v neki situaciji, ki lahko rečemo zmeden v Sloveniji in mi moramo najprej urediti vlastno dvorišče, kot drugače učiti druge ali podcenjevati to, kar pa zdaj naredi. Še vse je pomembno zaradi tega, ker je, kot že rečeno, pred nami desetletje ali pa desetletje in pol, 15 let recimo, če že ta številka napisana, v katerih bo prišlo do velikih sprememb, kar se tiče orientacije NATO, kar se tiče usmeritev Severnoatlantskega zavezništva. V tem času se je tudi odločilo, da bo to zavezništvo v približno enaki obliki, kot ga poznamo danes, preživelo. To sprememb ne prihaja zaradi, kot že rečeno, prej tega, ker bi kakšna evropska država imela takšno vlado ali pa drugačno vlado, ali pa ker bi ameriški volivci izvolili tega ali pa drugega predsednika, zaradi sprememb prihaja zato, ker se globalni svet spreminja. Je bil Donald Trump tisti, ki je bil prvi ameriški predsednik, ki je dejal, da Evropa mora znati poskrbeti najprej za lastno varnost, najprej smo govorili o tem, koliko Amerika prispevala. To je zelo jasno dejal prejšnji ameriški predsednik Barack Obama pred 7 leti na vrhu NATO v Chicagu, če je poslovil nekdanjika. Združene države se bodo zdaj nujno morale koncentrirati na Pacifik. Evropa pa se mora organizirati, da bo lahko poskrbela za svoje sosedstvo. Ni bil to Donald Trump, to je bil Barack Obama pred 7 leti. In to je nespodbitno dejstvo, ampak kaj se dogaja na našem prostoru. Z Evropske unije odhaja prva vojaška sila, povezave, odhaja država z nacionalnim dohodkom, ki je večji od 16 držav članic Evropske unije skupaj. Ima vojaške kapacitete, ki so tudi večje kot 15 ostalih držav članic Evropske unije skupaj. Ne glede na to, kakšen Brexit bolj bo trd ali bo mehek, neko pravno sodelovanje tukaj je potrebno vzpostaviti. Evropa je na nek način pametna. Odločitev Evropske unije tudi, da vzpostavijo pravno povezovanje, ki vključuje tudi države, ki zaradi različnih zgodovinskih razlogov niso članice NATO, ki so njihove kapacitete vidika neizkoriščene. Se pravi, lahko pride, ali pa moralo bi priti, če bomo racionalni, do neke hibridne situacije, ki ne bo konkurenca NATO in tako naprej, ampak ki bo dopolnjevanje, ker bo Evropa naredila tisto, kar bi tako moralo v zadnjih 10 letih že delati, se pravi, graditi v okviru NATO, kjer Evropska je krila na obrambne kapacitete, vojaške kapacitete, ki bodo sposobne zagotavljati podporo moči, soft power v našem sosedstvu, soočeni z grožnjami, ki bodo dodatno razdirali ne samo Evropsko unijo, ampak evropsko civilizacijo. Zdaj sami lahko presodite, da je v tem trenutku evropska politika, če uporabim precej točen izraz, na ravni zgodovinskega trenutka, ali sposobno sprejeti določene odločitve, ki gredo tle od lepih besed in fraz zapisnih v strateških dokumentih. Jaz mislim, da ne. Upamo pa vsi, da se bo to spremenilo v najkrajšem možnem času. Časa pa ni veliko, se pravi v naslednjem mandatu evropskih institucij, ker sicer bo ta nesposobnost nas samih, se pravi evropejskih, da se organiziramo na tem področju, trdne moči, povzročilo dodatne probleme tudi znotraj Severnoatlantskega zavezništva in veliko vprašanja, da bomo še kaj lahko proslavili okroglo obletnico.
glede na trende, ki se to nakazujejo, je jasno, da so izzivi takšni, da zahtevajo velike premike, strateške odločitve. Na te izzive ni možno odgovarjati, da vsake policaj še neko članico vključite, pa Črnogoro, pa Makedonijo. Strateško se nič ne spremeni, smo veseli, da se ta prostor širi. Ampak to niso tiste strateške odločitve, ki so v tem trenutku pomembne. Civilno-družbena združenja, kot je odbor za NATO, pri nas in drugih evropskih državah, lahko prispevajo k spoznanju nujnosti določenih potez, ravno tako, da organizirajo takšne razprave, tudi preko meja, parlamentarna skupščina NATO, te razprave odvijajo, kjer so potrebne. In ves ta pritisk mora v prihodnem letu ali dveh ustvariti ozračje, kjer bodo te spremembe, bodo izzivi jasno vidni in strateško odgovor na te izzive možno. Ker izzivi niso jasno vidni, tudi jasnih odgovorov ni možno poiskati, če manj pa jih uskladiti in zato dobiti javno podporo. Čisto na začetku imamo pa Slovenci še nalogo, da lastno dvorišče uredimo. Zadnji podatek me zelo skrbi, nekaj pisalo v poročilu o pripravnosti Slovenske vojske, ki je bilo, da jutri predano predsednik države. Od 2 dni nazaj se šel podatek, da je Slovensko vojsko šlo 70-80 vojakov v zadnjih parih mesecih, tako v letošnjem letu. Se pravi, polčete. Z nadaljevanjem tega trenda bo nekoč nekdo potrkal na vrata, bo rekel, organizirate še en referendum o tem, da ste še člani zveze NATO ali ne, ker izzivi bodo vse večji, naše sposobnosti, da sodelujemo pri odgovorih, s katerimi odgovarjamo na te izzive v okviru sistema kolektivne varnosti, pa vse manjše.